In 9 minut, eno prijetno jutro vsem, ki ga preživljate v naši družbi. Dobro jutro. Naj se današnja naša akcija Brez tebe ni mene prične. Ja. Zdaj lahko že pozdravimo Aleksandro Josič in Roka Goloba iz zasedbe King Fum. Dobro jutro. Jutro. Kaj imaš to za enega mužica tam s Rok pri sebi? Mali Yoda. Let the force be with you. V tem trenutku smo uživo tudi na našem Facebook profilu Radio Robin, tako da nas lahko tudi vidite. Zdaj, včeraj zvečer se je pri meni vrtelo King Fu Live, vaš januarski spletni koncert. Moram reči, da je bila to ena odlična ura in pol, tako da ostaneš vsaj malo v stiku z nekoč je bilo, res da ni prav isto, koncerta imam v mislih. Mi je še posebej ostala skladba Beautiful World, v besedilu je tudi recimo Daj mi moč, da se lahko izrazim, A ste se lahko, oziroma v kolikšni meri zdaj v zadnjem času? Ja, vsi vemo, da je to zadnji čas, to izražanje bilo rahlo drugače. Časi niso bili rožnati za muziko. Mislim, dejansko je en velik minus, je pa tudi nek plus. Jaz osebno sem sem bil v takem stanju, da me je ta kriza zelo primorala v to, da sem zelo veliko kreiral. In sem res ogromen enih komadov naredil. Kar je bilo pa minus, seveda, je pa to, da z bendom in kultura nasplošno je pa praktično indiskriminirana zadnje čase, vidimo, in tudi enostavno ni bilo toliko dogodkov. Ne bomo pa zdaj čist črnogledi, ker mi smo imeli v bistvu kar nekaj sreče, ker smo pa nekaj koncertov smo pa imeli, tisti, ki so bili v bistvu res fajn. Tudi so bili sicer spletni, mi že če sam zase že igramo, se bomo že fajn, tako da če so pa še ljudje poslušajo, je pa že toliko lepšno. Tako da smo vsi to doživljali to leto in zdaj upamo, da končno se bo tole končalo, tale šlamastika, in da bo zadeve se znormalizirale čim prej in da bo življenje nekako se postavilo tako, kot se more. Ne pa še Aleksandra, ki je napisala besedilo Beautiful World, ona še pove kaj malo o tem. Kaj praviš, Aleksandra? Da, ovo vreme malo za izražanje je teško za svakog čoveka posebno. Nekako si kritikovan ako misliš drugačije, gledan ako misliš drugačije, ali što se muzike tiče, mi smo tamo najviše snage pronašli i da toga nismo imali, ne znam koliko bi bili mentalno jaki. Ok, dobro. Brez pravil je osnovno vodilo, ki mu sledite, sem prebral v enem izmed intervjujev, ampak v zadnjem letu jih je bilo pa ogromno teh pravil, mislim, takšnih in drugačnih. A ste se znašli zdaj z vsemi temi pravili? Pa ta pravila su vekovima bila tu, tako da sada ih samo vidimo sve više. I tu su da izađemo iz neke kocke, koliko ja to vidim. Nekako idem između toga da sam super pozitivna, da je ovo evolucija i da stvarno idemo ka dobrom, da se oslobodimo svih naših mentalnih sklopova, do toga da sam svakodnevno besna i agresivna kada vidim ispred sebe takve neke grozne situacije, grozne medije, ogledalo naše, ne znam, političke scene i tako dalje, ali opet kažem, muzika je tu stvarno da nas digne iznad nje, ne znam da li ima nešto čistije. Eto. Evo, vse te pravila so se pravzaprav navezovale na vašo glasbo. Rok, ostajate še vedno isti, kot ste bili, neverjetno. Ja, v muziki v bistvu, vse bom rekel tako, muzika je vedno bila neko vodilo, ki je res, kjer mislim, da ne sme biti meni, rečejo pa, moš delati v tem jeziku, pa moš tako muziko, pa ne. Muzika je za mene to univerzum. Se pravi, takšna kot je tvoja inspiracija, važno, da je iskrena. Se pravi, da ti najdeš svoj izraz znotraj te glasbe.
Se pravi, recimo, ne vem, včasih kdo reče, ja, pa zakaj pa nimate kaj več v slovenščini. Jaz sem en cel CD naredil v jeziku, ki ne obstaja, se pravi, ki je nek native language, tak instrumentalno skoraj. Se pravi, muzika samo to je, da začutiš, da je iskrena, da je iz tebe, da je iz neke duše in seveda, če imaš pa znanje, izkušnje in neko, bom rekel, to instrumentarij, s katerim znaš operirati, je pa to še toliko lažje in še toliko boljš, ne? Ampak edino ne maram pa preveč te mentalne muzike, se pravi, ali pa ne maram preračunljivosti, recimo ne maram ljudje, ki delajo, zdaj bomo pa naredili hit. Najprej ti naredi nekaj, kar ti verjameš v nekaj in to mora biti neka osnova za to. Če je hit, super, če je, če pa nisi pa ti nekaj naredil, kar, ne vem, bo iskreno od tebe in ima že zaradi tega pač to vrednost. In Yoda se strinja z mano. Vidim, ja. Roka, ste v tem času odkrili kakšno novo razsežnost, za katero si ne bi mislili, da je mogoča? Razsežnost? Ja. Tako nekaj, ne vem, Yoda ti lahko pri tem pomaga. Ja. Ne, sem ponovno, rekel, podoživel to moč glasbe, se pravi, koliko te lahko glasbe iz teh momentov, recimo, ko pogledaš, sam slučajno, jaz sploh ne gledam več poročil, ker to je, ni za gledati, enostavno. Rana na želodcu. Toliko manipulacij in toliko, bom rekel, nekega PR-ovstva in naročenih člankov in naročenih novic in plačanih stvari, da enostavno ne čutim več resnice v tem in sem nehal to gledati. Najdel sem pa ogromno resnice v muziki, v naravi, v dobrih ljudeh. Se mi zdi pa, da pa to čist neka druga dimenzija. Ne? In muzika ima to moč, da je res, ne vem, če veste, no, ampak človek, ki je naredil film Zeitgeist, vse te 3 dele, režiser Peter Joseph, ne? On je v osnovi glasbenik, perkušenist. Jaz sem gledal njegov dokumentarc in ga tudi z veseljem na akademiji pokažem. In on je rekel, da mu reče, on je režiral, se pravi, vse sestavo skupaj, dejansko naredil je pač tudi to gibanje, ki se bori za pravice in za boljši svet. In sem mu rekel, but you're just a musician. In on je rekel, kakšna slaba izjava je to. Namreč on pravi, da je za njega glasba najvišja vrsta meditacija, povezovanje energijami, sprejemanje energij in informacij, ki jih ti v mentalnem svetu ne boš dobil. Ti lahko, dosti ljudi, ki samo gledajo poročila, sledijo in poslušajo ukrepe in to je za njih pač tista resnica, ki je. Če nimaš ti ene druge, neke duhovne povezave in greš iznad tega, boš težko se zmazal in si zmeden. Mislim, res, to je človek rab pol dneva sam, da se sestav, da jezo da stran od tega, kar se dogaja, resnično. In to, ampak mislim, jaz mislim, da v bistvu, da toliko slabo bo šlo, da bo vsak še unke toliko verjel v ta sistem, da bo videl, da ta sistem ne funkcionira tako, kot je in da se morajo stvari dejansko spremeniti. Tako da to je pa to pač neka izkušnja, ki ni lahka, ker se vidimo, da ni lahko. Tudi kaj se nam dogaja, ne vem, si zdrav, pa ne moraš iti recimo v restauracijo notne. Mislim, take, no, nepoštene, diskriminatorne zadeve, ki nimajo veze. In pol pa, naprimer, greš v naravo in pogledaš okolj, vidiš neke gore, nek jezero, neke živali in si rečeš, dej, ljudje, kaj ste naredili, kakšno bedastočo ste naredili iz tega lepega sveta, kakšne kozlarije, zakaj? Za boostanje ega, za boostanje svojih financ, samo zaradi tega, da boš, ne vem zakaj, za brezvezne stvari. Ne? In isto, kar recimo začutim v naravi, ker vidiš, koliko je to, da ni primerjave, mi smo bolhe na psu, tako nekako nekem. To si da zdaj za eno primerjavo. Res. Se pravi, živali, ko pogledaš, se ti zdi pa, živali so instinktivne, nagonske, pa se mi zdi, ljudje pogledaš, vidiš slabše stvari v ljudeh, doskrat, določenih. V določenih pa glih zaradi teh kontrastov vidiš pa blazno pač lepše stvari in tisto moč. In muzika ima isto
to neverjetno moč, da te lahko zdravi, da te lahko, ne vem, da daš ven in frustracije ali na pač lep način, ali na eni dajo to bolj na agresiven način, da se izraziš. Ne? In tako da dejansko so nas spravili v neka ta ekstremna stanja, ki pa nas bojo samo ojačala. Okay. Aleksandra, bom zdaj s tebe nekaj vprašal. Sem gledal Simfonično ekstazo 2, ki si odpela Začaraj me, ali pa Myself in the Music, ki ste bili skupaj z Zagrebškim filharmoničnim orkestrom in pa bendom. Daj mi povej, kje si, ko poješ? Kako? Kje si? Ja, kje si, ko poješ? Ker, ja. To ne znam ni ja. Ne, res me zanima. Ker se mi zdi zmeri tako fenomenalno, kaj gre skozi glavo glasbenikom, ki stojijo tam v svojem trenutku na odru, ker pri tebi je to, pri enih komadih se mi zdi prav zelo izrazito. No? Ja, isto bi volila da znam gde sam. Ne znam, ja uvijek kažem ne odgovaram za svoje stanje na koncertu. Da li ću da poludim, da li ću da se zatvorim, da li ću da je plezam po podu, ne znam. Ali jednu stvar moram da kažem da što se simfoničnog orkestra tiče, to je nevjerovatna moć od svih tih ljudi zajedno na odru koji isto žele kao i ti, isto osjećaju kao i ti, istu muziku sviraju kao i ti i svako daje najbolje iz sebe i svako se poveže sa tim nekim svojim svetom, možda niko od njih isto ne zna gde je i onda svi zajedno na sceni, to je... Tu ja mislim da sam zato još više bila luda. Rok, tebi pa zdaj eno drugo vprašanje, pol bomo pa zavrteli vašo skladbo Beautiful World. Kot dirigenta te tudi poznamo, ne, Rok? Zdaj mogoče bo malo čudno zvenelo, ampak ko si v vlogi dirigenta, si obrnjen pa s hrbtom proti publiki. Ko si King Fu, je pa obratno. Zdaj, a je razlika tu v doživljanju tistega momenta, ko si tam? Ja, oboje, moram reči, da sta to dve moje najljubši stvari zdaj. Se pravi, ali dirigiranje, biti z orkestrom. Orkester je zame najlepši, najmočnejši inštrument na svetu. Zato, ker dejansko mi predstavlja planet in na nek tak zelo naraven način, vedno rečem, da tako godala so kot eni gozdovi, imamo te plehje kot neki kamni, kristali, imamo vode, ko so to kalca pa pihala in dejansko, kada bi zemlja spregovorila. In zato ima orkester tako moč, ki za mene nobena druga zasedba nima. In to je fenomenalno občutek, je sploh, če si tudi skladatelj in čutiš in se povežeš z orkestrom in vidiš, da oni dajo to energijo noter in se zgodijo res magične. Zdaj, to je močna energija, zelo močna energija, ki lahko spreminja zadeve. No, medtem ko recimo bobnanje je pa meni bilo tudi zelo všeč, kot prvo, da nisem mi treba z nobenim ukvarjati. Jaz sem v zadnji, band je od spredi, oni morajo se ukvarjati, kako vodijo, z vokali, jaz sem v zadnji in uživam, jaz si dam očala gor in sploh ne gledam, jaz sploh ne vidim, kdo je, jaz samo padam. Ja, isto ne gledam. Lahko samo noter v muziki in se posvetim ritmu, feelingu, da vsako noto zaigram. Jaz še zdaj recimo, jaz sem v osnovi bil violinist, pa sem ostale inštrumente začel igrati, ampak jaz, ko bobne igram, jaz sem še vedno otrok. Jaz toliko uživam, kada je moj prvi ali pa zadnji nastop, nekako istočasno. Ne? In toliko nekako uživam v tem momentu, da nimam časa gledati okoli. Tako da ja, pogledam pa vidim, če ona tam nek skače ali pa zodra, ali pa vem, ker to so tudi nepričakovani momenti. Ampak ja, no in to sta taka dva lepa kontrasta, kot dirigent si pa v bistvu zelo izpostavljen in si ti tist, ki držiš neko energijo, neke vajeti skupaj in je res fenomenalen občutek je oboje, no? In na drug način. Ok, Aleksandra in Rok, zavrtimo zdaj vašo skladbo Beautiful World na Radio Robin in King Fu. Myself. Please give me the power to express myself, to love freely, to love gently,
every fiber of my being to love freely, to love gently, accept the circle of feelings. Beautiful world, it's made of beautiful words. Beautiful words are made in a beautiful world. Please give me the strength to be myself. Please give me the power to love myself. To love freely, to love gently, with every fiber of my being. Oh, to love freely, to love gently, and accept the circle of feelings. Beautiful world is made of beautiful words. Beautiful words are made in a beautiful I cannot hide it, I can't deny. I wanna say to you, I can't deny it, I cannot hide it. I give my love to you, I cannot hide it, I can't deny. I give my love, I give my love, I give my love to you. Please give me the power to love myself. Now please give me the power to express myself. Beautiful world is made of beautiful words. Now beautiful words are made in a beautiful world. Beautiful World in King Fu na Radio Robin. Aleksandra Josič in Rok Golob sta v naši družbi. Smo videli zdaj ta sončna očala Roka, ki si jih daš gor, ki igraš bobne in ne vidiš nikamor. Zdaj, dajmo še pogledati malo v prihodnost. No, zdaj ste v fazi pravzaprav priprave drugega albuma. Koliko še manjka? Imate že kar nekaj komadov zunaj, če se ne motim, ne? Ja, pravzaprav smo kar nekje na 3/4. Komadov je pa še veliko, v bistvu imamo pripravljenega materiala skoraj za 2 albuma, sam nismo še uspeli vse, bom rekel, posnet v studio, dati v te tonalitete, ampak komadov je še ogromno. Ja. Tako da smo zelo blizu, junija tudi vse se nam zdaj zaenkrat, upam, da bo tako ostalo, obetajo tudi neki koncerti, mislim, da vsej 2, no, tako da vse to ostane. Yeah. In album, da čim lepše naredimo in vse pravim, ustvarjanje je
pač moraš se znajti. Dobro, Sting je enkrat rekel, ampak lahko njemu tam zunimi, ne. Ja. Je rekel, moraš biti zadovoljen glasbenik, tudi če sam za eno mačko igraš, ne. Ja, seveda. Vse res. Ja. Ti, pa 10. obletnica je zdaj se počasi bliža. Upam, da bomo takrat ven z tega, kar imamo zdaj že drugo leto. Že delate plane ali je še prezgodaj? Mislim, da tale, ki se ni danes oglasil Pero, da je najbolj na našo bili. Rekel, a veste, da bomo mi imeli 10. obletnico. Ja. Kako ne veš? Ja. Si zaspal, kaj v glavnem. Ja, spodobili bi se mogoče, da nekaj dih takrat naredimo. Zihar se bomo nekaj spomnili, ker mi tudi radi praznujemo stvari. Lej, življenje je tako, da vsako stvar je treba praznovati, karkoli da je. Da se može praznovati. Vsak dan mora biti praznik. Aleksandra, se strinjaš s tem, vsak dan praznik? Svaki dan, svaki trenutek praznik. Dobro, ok. Poslušalci, če si še niste pogledali videa za najnovejšo skladbo King Fujev Numbers Are Weird, dajte si ga pogledati, ker me zdaj zanima, kaj je zdaj s tistimi vevericami in hrčki in glodavci na koncu videa? Evo, to ću ja. Daj, povej. Ok, pre svega, to su jedne od naših najomiljenijih životinja. Sve što je fluffy, što je mekano, što je, mislim, životinje su nasplošno čiste. Da. Ono što na to na drom, pojedem, spavam, trčim, igram se i tako to. Tako da su nama već same po sebi ta njihova svetlost nam je primamljiva. Ali ova pesma, kada mi je Rok poslao demo, tonalitet mi nije bio pravi i ja sam sama na internetu radila online pitch shifter i onda je njegov glas krenuo da bude ovako kao mali Chickman, i meni je to bilo tako slatko, ja sam se smejala, ja sam umrla od smeha i onda smo odlučili da to stavimo na zadnji deo jer nisam mogla bez. Tako da ljudi sada čak i to slušaju i to vide, iako je to bilo samo da nekako začini našu želju. To je potem ta zgodba zadaj. Bomo tole skladbo seveda tudi slišali, najprej pa Rok Golob in Aleksandra Josič, res hvala, ker sta si vzela čas za nas in hvala vam. Še veliko uspehov in upam, da se vidimo tudi na kakšnih koncertnih odrih, malo uživo. Čim prej. Također, sve dobro. In pozdrav ekipi Radia Robin in vsem poslušalcem, poslušalkam in ostanite super, tako kot ste. Hvala, živijo. Radio Robin uživa. Še nikoli si nismo bili tako blizu. Radio Robin uživa. Še nikoli si nismo bili tako blizu.